da si popravimo frizure. No, tako, zdaj smo vsi lepi, krasni, tako. Nič, uradno, da zadostimo protokolu, vsi lepo pozdravljeni, kar nas je, kar se nas bo pa še pridružilo, bodo pa pozdrav si ogledali za nazaj. Danes se bomo pogovarjali o vsem tistem, česar o javnem zdravstvu oziroma o interventnem zakonu, zdravstvenem zakonu še ne vemo. Tako da prosim zaenkrat vas tri prisotne in vaju, Katarina in Jaša, da vidva boste odgovarjala na vsa vprašanja, vas pa bom vljudno in lepo naprosila kar za vprašanja, s katerimi bomo poskušali razjasniti vse tisto, kar vas zanima in kar nas zanima konec koncev, sej verjetno tudi jaz vsega ne vem in bom z veseljem prisluhnila vsemu, kar je potrebno vedeti o tem. Skratka, 10.10. smo začeli z zbiranjem podpisov, to verjetno veste, in takrat se je začelo tudi razdeljevati veliko gradiva in na gradivu je marsikaj napisano in tudi lepo obrazloženo, ampak kot sem že rekla, tudi sama redko kdaj preberem tudi drobni tisk, glede na to, da so pa manjši letaki, je pa tega kar precej, tako da mogoče bi za začetek šli kar po vrsti po letaku in izpostavili 4 najpomembnejše, v bistvu najpomembnejša področja, ki jih interventni zakon ureja oziroma jih želi začasno, če prav razumem, tudi urediti, da se bo potem lahko tudi sistemsko reševalo javno zdravstvo, kar je konec koncev najbolj nujno. In sicer gre za dostop do izbranega osebnega zdravnika, omejitev dvojnih praks oziroma stop dvoživkarstvu, konec vladavine kapitala v javni mreži in krajšanje čakalnih vrst na preglede in posege. Tako da zdaj v bistvu, da malo presekamo to tišino, ki bi verjetno v samem začetku nastala, bom jaz tebe, Jaša, prosila, da mogoče nanizaš najprej, oziroma najprej razjasniš to, kar sem prej že majčkeno omenila. To gre, interventni zakon ni sistemska in dokončna rešitev, ampak predstavlja verjetno nekaj vmesno oziroma nekaj, kar bo lahko začelo delovati takoj oziroma se lahko takoj implementira z hitrimi učinki, a je to res ali je drugačen? Ja, malo je treba, mogoče, lahko damo malo okvirja, tudi kako je do tega zakona prišlo, pa zakaj smo se odločili ga sploh vložiti, pa kakšna je situacija. Namreč, mi smo, kako bi rekel, pred volitvami zadnjimi državnozborskimi se je nam zdelo zelo verjetno, da se bodo pojavile kakšne politične stranke ali pa da mogoče več njih, ki bodo kandidirale zgolj na podlagi tega, da one pa niso Janša in da dajte glasovati za nas, zato niso Janša. In se nam je zdelo takrat pametno, da zastavimo neka zelo jasna vprašanja vsem tem političnim strankam, ki so bile pripravljene sodelovati in odgovarjati, o tem, kaj si v resnici mislijo glede določenih tem in kaj bodo naredile glede določenih tem. In smo tako sestavili 138 vprašanj, neke vrste zahtev, tudi po svoje, ampak nikjer ni bilo rečeno, da je treba na vse odgovoriti pritrdilno, ampak da ne pa stranka skladno s svojim programom odgovori. In smo si zadali za cilj, skratka, da bomo tudi po volitvah težili s tem, da če je neka stranka se zavezala, da bo nekaj naredila in je to sprejela in napisala da potem tudi pričakujemo, da na tem vsaj zelo zagreto dela. Da se izognemo temu vedno znova pač nekim obljubam sladkim pred volitvam, potem se pa na vse to pozabi po volitvah. In dost kmalu po tej, kako bi rekel, vzpostavitvi nove vlade smo šli na sestanek mi tam na Ministrstvo za zdravje, kjer smo ugotovili, da se pravzaprav ne dela nič na teh zahtevah, ki so jih oni potrdili oziroma zavezah, ki so jih dali glede javnega zdravstva, ampak da obratno kaže, da se bo delalo predvsem na tem, kako se razveže državno malho in čim več denarja prepusti tistim, ki se najbolj znajdejo pri tem, da ga pravzaprav porabijo. In to je bil pač ta prvi interventni zakon, Loredanov interventni zakon, ki pač je ta ponudil dodatnih 500 milijonov evrov ali
po potrebi še več, k tistemu, ki jih za kakršen koli poseg, za kakršno koli storitev v javnem zdravstvu pravzaprav. In to, kar se je začelo dogajati, kar smo mi napovedali, da se bo dogajalo in se je potem tudi zelo v kratkem začelo dogajati, je, da po eni strani so začeli mnogi zdravstveni zavodi, sploh privatni ali pa koncesionarji, oziroma ne privatni, ampak koncesionarji, so začeli predvsem izvajati tiste posege, ki se najbolj splačajo, kjer je največja marža med tem, koliko je njihov strošek, pa koliko ta poseg ali pa storitev plača ZZZS. In so tukaj eksplodirali količina enih teh posegov, drugi posegi pa ne samo, da niso se povečali, koliko se jih naredi, ampak so šli čluno vzdolj, kar je seveda logično, zato ker imamo fiksno število zdravnikov v Sloveniji. Zdravnikov jih je toliko, koliko jih je. Fajn bi bilo, če bi jih bilo več, ampak zdravniška zbornica noče in ni v interesu, da bi bilo preveč zdravnikov, ker potem ne bi imeli tega vedno znova tega nekega asa v rokavu, če nas boste pa probali prisiliti, da naredimo kaj, kar nam ni všeč, bomo pa vsi šli v tujino, pa itak nas je premalo, tako da dajte nas samo pustiti pri miru in dajte nam pustiti, da delajo tako, kot mi hočemo. No in takrat smo začeli pravzaprav biti čedalje bolj zaskrbljeni. Že takrat je bilo 114,000 ljudi brez osebnega zdravnika v vmesnem času, skratka v enem letu približno, je to število naraslo na 140,000 ljudi. Skratka 30,000 ljudi več v enem letu je ostalo brez osebnega zdravnika. Mi smo na to opozarjali, smo sklicali tudi stavko pacientov, pred to napovedano stavko zdravnikov, ki so jo pol sicer odpovedali. Pripravili smo nek zgodnji osnutek zakona že marca letos, ga nesli v Državni zbor, oni so tam bili tako, da ga bojo si pogledali, da bodo premislili, da je treba to počasi, da je treba pridobiti podatke in vedno nove in nove časovnice so se pojavljale. Pa se je situacija slabšala še vedno iz meseca v mesec, kot se tudi še zdaj. Mi smo na to opozorili smo tudi na take čisto osnovne stvari, da je pač Ministrstvo za zdravje dalo ven poročilo, koliko je bilo denarja porabljenega v sklopu tega interventnega njihovega zakona, in to poročilo je bilo za 20 milijonov evrov napačno, za polovico približno napačno. Premalo seveda so prikazali, da je bilo porabljen. Ves ta denar, ki je bil porabljen, so ga porabili koncesionarji za tiste posege, ki se najbolj splačajo. In nekako smo tako opozarjali, pozivali vlado, izvedli tudi še en pohod za zdravstvo, pa več drugih akcij. No, potem pa, ko je končno prišlo do tega, da je minister Loredan prenehal opravljati funkcijo, ki pač mimogrede moramo omeniti za tiste, ki ne veste, da je minister Loredan popoldne tudi sam delal pri enem izmed največjih pač dobičkarjev v slovenskem zdravstvu, dr. Bitencu, ki zdaj z profiti, ki jih je ustvaril iz javnega zdravstva, gradi cel kompleks stavbeni tam v Zupančičevi jami pri železnici. Skratka, ko je Loredan odstopil, se je nam zdelo, da mogoče bo pa zdaj zavel nek nov veter, mogoče se bo povsem vlada lotila reševati javno zdravstvo, krepiti javno zdravstvo, ne pa pospeševati njegov razpad. Ampak še vseeno, kljub vsem našemu delnemu mogoče optimizmu, potem do tega ni prišlo. In preprosto smo ugotovili, da nam nastane nič drugega več, kot da sami pripravimo ta zakon, ga spišemo in zberemo 5000 podpisov in ga vložimo in na ta način soočimo pravzaprav poslanke in poslance z njihovimi lastnimi obljubami, ki so jih dali pred volitvami. V tem zakonu so stvari, ki so jih oni jasno obljubili. Ne vem, če se spomnite, SD-jevi poslanci so hodili naokrog z tablami, na katerih je pisalo v 30 dneh do zdravnika. Vse tri koalicijske stranke so absolutno se strinjale, da se dvoživkarstvo zaustavi, da je treba krepiti javno zdravstvo. Vsem tem so se zelo jasno izjasnili pred volitvami. Zdaj pa časovnica na časovnico, odmik na odmik, izgovor na izgovor. In zato smo skratka pripravili ta zakon. Čist na hiter bom probal, pa boste res, bom rajši, da vi sprašujete, ampak prva stvar, v Sloveniji imamo najnižji glavarinski količnik oziroma preračunano število pacientov na zdravnika, osebnega zdravnika v Evropi. Daleč najnižji število pacientov je. Mislim, da imamo mi, pri nas pride to 1300 pacientov na zdravnika, če se ne motim. Druga najnižja država je Belgija, ki ima 1600.
Tako da mi tukaj pa predlagamo, da se za 10% v našem tem interventnem zakonu, da se dvigne za 10% to številka, pri kateri lahko zdravniki odklonijo pacienta, kar ni tak nor preskok. In tudi situacija je taka, da večina starejših zdravnikov že zdaj ima več pacientov kot 1300, ker je bilo prej ta glavarinski količnik višji, potem se je pa pred 5 leti se je čez noč to čistko mimogrede spustil na to številko, kot je zdaj, in ta številka, kot je zdaj, je tako zastavljena, da če bi vsak osebni zdravnik se točno držal te številke in ne bi šel čez to število, bi za 300,000 ljudi matematično, več kot 300,000 ljudi matematično zmanjkalo zdravnikov. Ker preprosto je prenizko postavljena ta številka glede na količino prebivalstva. Tako da to je prvi ta ukrep, je, da se za 10% dvigne število, pri katerem lahko zdravniki zavrnejo pacienta, in pa zraven pa tudi, da se jim ta dodatne paciente, ki jih obravnavajo, tudi plača in na ta način jih stimulira, da se istočasno jih tudi administrativno razbremeni, da se za to dodatno delo nadgradi ne samo zdravnike, ampak celotno ekipo, ki ima več dela, torej tudi medicinske sestre, administratorje in vse ostale, ki zraven delajo, da se skratka tudi poveča število ljudi v ekipi, in da se administrativno razbremeni s takimi ukrepi, kot je to recimo, da za ob nosečnosti, da ne rabi osebni zdravnik biti taki, predpisuje bolniško in daje napotnice, ampak je lahko ginekolog, da en izmed takih bistvenih je to, da če gre za neko blažjo bolezen, ki jo ima človek, da do 3 dni ne rabi zdravniškega potrdila, ampak lahko sam pokliče svojega delodajalca in mu sporoči, da je zbolel, da ima prehlad, da ima gripo, kakorkoli, in da če je to do 3 dni v enem kosu in do 9 dni v celem letu, ne rabi za to zdravniškega potrdila, ker tudi zdaj, kot vemo, ta zdravniška potrdila se niso izdajala za pregledi, ampak se je to preko telefonov večinoma ali pa preko mailov urejalo, kar pomeni, da tukaj samo se pač izognemo tej dodatni birokraciji, ki pa predstavlja en velik del tega, kaj morajo zdravniki početi osebno. Druga tema je pač ta, kar pomembna, to, da mi v 30 letih, odkar imamo samostojno državo, nismo uspeli vzpostaviti delovnih normativov za zdravnike, kar pomeni, da nikjer ne obstaja noben predpis, noben smernice, niti koliko naj bi zdravnik opravil storitev v določenem času na določenem področju. In to v drugih državah imajo. Pri nas pa tega nimamo. Zakaj? Zato, ker vedno, ko je bilo govora o tem, da bi se to naredili, je zdravniška zbornica in zdravniške te organizacije so postavile te številke, ki so jih predlagale, tako nizko, da pravzaprav je bilo nemogoče se pogajati, ker karkoli bi se pogajal iz tako nizkega, bi potem še prišel še vedno na nižji standard, kot je pa zdaj povprečje. Kar pomeni, tukaj je bil problem pri teh belih knjigah, tako kot jaz razumem, me bo popravil Katarina ali pa kdo drug tukaj, če ima slučajno boljše razumevanje te situacije. In naš predlog je, da se preseka ta gordijski vozel, da se to ne premakne nič naprej s temi normativi in da se preprosto vzame povprečje preteklega leta na vsakem posameznem področju, ugotovimo, koliko je bilo na področju ginekologije, opravljenih posegov, v kolikih delovnih urah, koliko zdravnikov, in iz tega lahko zračunamo, koliko povprečno en zdravnik v enem delovnem dnevu ne bi opravil posegov. In ta povprečje, to bi bil po našem zakonu nov normativ. Kar to pomeni v praksi je, da kdor ne dosega vsaj te povprečne višine, nekateri zdravniki že zdaj so 50% nad tem povprečjem, nekateri so pa 50% pod tem povprečjem. Ampak tudi te, ki so pod 50% pod tem povprečjem, zdaj trenutno lahko delajo zraven še popoldne in lahko dopoldne delajo bistveno manj kot njihovi kolegi v javnem zdravstvu, zato da imajo dovolj energije, da lahko popoldne še 4-5 ur delajo nekje pri ali privatniku ali pri kakšnem koncesionarju ali po nekem posebnem pogodbenem razmerju. In po našem zakonu, dokler ti ne dosežeš vsaj tega povprečja, vsaj tega normativa, ne moreš zaprositi za dovoljenje za popoldansko delo in tudi ko dosežeš ta normativ, se vsako dovoljenje za popoldansko delo odobri Ministrstvo za zdravstvo. Za zdravje. Zdravstvo. Zdravje. Ministrstvo za zdravje.
na ta način pravzaprav preprečujemo to, da je v teh bolnišnicah, v javnih zavodih, da je to vse to. To so ljudje, ki se poznajo, ki imajo neke medsebojne odnose, pa valjda ne bom svojemu kolegu rekel, da ne more delati popoldne, ker bo pol jezen name, pa bo pol špetiral hiš. Skratka, da to Ministrstvo za zdravje določa skladno z tem, kaj so realne potrebe. Če se nekega zdravnika pač je res toliko deficitaren kader, da je res samo on se s tem ukvarja in bi bilo koristno, da on popoldne dela še v drugih bolnicah te posege, absolutno ne dela. Če pa gre za to, da nekdo, kot rečeno, ugotovi, da se mu bolj splača isti poseg pri istem pacientu raje narediti popoldne, ker bo več zaslužil, kot pa da bi ga naredil med rednim delovnim časom, to pa je pač zloraba javnih sredstev in zloraba celotnega sistema in to bi pač naš zakon ustavil z tem načinom. Že spet tudi te normativi potem končno omogočajo to, da ljudi, ki so bolj produktivni, ki opravijo več posegov, da lahko dejansko dobijo za to svoje delo tudi neko nagrado. In da je potem mi stimuliramo ljudi, te zdravnike, ki so eni od njih so, ali pa vsaj se smatrajo, da so nadljudje, da lahko ful opravijo več kot drugi. Prav opravite več, naredite več, delite več, ampak delite to v javnem zdravstvenem sistemu, tam, kjer so čakalne vrste, tam, kjer ljudje čakajo, kjer je bila opravljena triaža, kdo najbolj nujno potrebuje poseg, kdo pa ga ne potrebuje toliko nujno. Pač delite v tam, kjer ste redno zaposleni. To. In nadalje, velik problem v slovenskem zdravstvu so koncesije. Koncesije so bile zamišljene, najprej jih ni bilo, potem so se uvedle v zdravstveni sistem za filanje nekih lukenj. Ideja koncesije je bila, tukaj imamo potrebo za enega zdravnika, ampak zdaj ne dobimo nikogar, ki bi ga prav tukaj sami redno zaposlili, ampak lahko pa damo koncesijo in pokrijemo neko luknjo za neko specifično potrebo. Tako so bile koncesije zamišljene. Niso bile pa nikoli zelo natančno regulirane, ker so bile, predvidevam, zamišljene kot tak manjši ukrep. Trenutno imamo pa situacijo, kjer ti lahko na eno koncesijo, ki je sicer bi predvidevala enega zdravnika, lahko ti dela 12 zdravnikov ali pa 20 zdravnikov ali pa 100 zdravnikov. Zdaj, primera s 100 zdravniki nismo slišali, smo pa definitivno so primeri, kjer na eno koncesijo dela več kot 10 zdravnikov, pač na to eno koncesijo, na katero ne bi delal en zdravnik, in oni potem lahko opravijo ogromno količino dela, konkurirajo že na nek način nekemu zdravstvenemu domu, čeprav nimajo teh istih odgovornosti, obveznosti, kontrol, standardov, ki jih morajo vzdrževati, ne rabijo vlagati v izobraževanje in tako naprej. Hkrati pa, od kje pridejo te zdravniki, ki delajo, pridejo, kot smo rekli, pač zdravnikov je fiksno število, pridejo iz javnega zdravstva tja delati. In edini način, ker te obstoječe koncesionarske pogodbe se ne da spreminjati, edini način, ki ga mi vidimo interventno, vsaj za prvo silo, kako se lahko to zaustavi, je, da se prekine podeljevanje koncesionarskih pogodb, dokler se ne spiše nova standardna koncesionarska pogodba, ki bo veliko bolj ostro in jasno zamejila, kaj so odgovornosti, kako se regulira koncesionarske pogodbe in v katerih primerih, če pride do kršitev, če pride do neizpolnjevanja obveznosti, da se lahko tako koncesionarsko pogodbo tudi prekine za strani ministrstva oziroma za strani inštitucije, ki jo je podpisala oziroma občine, ki jo je podpisala. Skratka, da bi se v to koncesionarstvo, ta divji zahod, ki trenutno zdaj tam vlada, kjer res ni nobenega nadzora, kjer za ogromen podatkov, ki smo jih mi iskali, sploh kaj dela nek koncesionar, preprosto nam noben ne more povedati, ker noben sploh ne vodi teh podatkov, ker koncesionarjem ni treba poročati, kakšne pogodbe imajo sklenjene s temi zdravniki, od kje so te zdravniki prišli, koliko dela opravijo te zdravniki. To je nekaj, kar sploh ne rabijo trenutno niti vode. In to, kar vam govorijo ljudje, da v tujini je veliko držav, kjer v bistvu celoten ta osnovni družinski zdravstveni sistem temelji na koncesionarjih. Ja, temelji na koncesionarjih, ampak temelji na koncesionarjih, ki so isto jasno in strogo regulirani kot vsaka bolnica, kot vsak zdravstveni dom. Pri nas pa pač te regulative nimamo in koncesionarji delajo praktično tako, kot jim paše. In lahko tudi jutri zaprejo, če hočejo, ali pa prodajo firmo v tujino, tako kot se zdaj dogaja. In še zadnja stvar, da se nam zdi, da veliko je bilo ministrov, ministri se menjajo z frekvenco, mislim, da povprečna življenjska doba ministra za zdravje je 1 let pa 1 mesec. In
Ne, pridejo eni bolj ambiciozno, eni manj ambiciozno, potem se pa zamenjajo. Spremeni se pa v resnici bore malo na nivoju pač samih ustanov, na nivoju pač na teh frontnih linijah, kjer so pač te naraščujoče čakalne vrste, kjer so ljudje nezadovoljni, tako zdravstveni delavci kot pacienti. In nam se zdi, da če bi bila ta država resna glede zmanjševanja čakalnih vrst, da je treba v to zmanjševanje čakalnih vrst se ne bo zgodilo s tem, da mi spremenimo neke črke na papirju, ampak morajo biti v to zmanjševanje čakalnih vrst vključeni vodje oddelkov, vodje bolnišnic, vodje zdravstvenih domov. Oni so tisti, ki bi po našem zakonu morali v roku 30 dni pripraviti program, kako bodo zmanjšali čakalne vrste v naslednjem enem letu in za koliko jih bodo zmanjšali. In ta program potem pošljejo Ministrstvu za zdravje in povejo tudi, kaj rabijo, da ta program izpolnijo, za koliko procentov bodo znižali, in potem se pogovarjamo o tem programu. In so na nek način te ljudje dejansko vključeni v sam proces zmanjševanja čakalnih vrst. Ker noben od njih ne bo šel gledati v uradni list, tukaj 15. člen v uradnem listu pravi, da je treba čakalne vrste zmanjševati in zato bomo zdaj mi zmanjšali čakalne vrste. Ne, pač te ljudi je treba vključiti in to, kar nisem zdaj direktno izrekel še do zdaj, ampak zdaj povem, je to tudi, da dejansko na eni strani se ponuja zdravnikom ogromno nekih korenčkov za dodatno delo, pa plačamo to, pa plačamo 80 € na uro za delo v ambulantah za neopredeljene. Na drugi strani pa bi morala, po mojem mnenju, vsaj, oziroma po mnenju nas, ki smo pripravili ta zakon, obstaja tudi neka palica, ki pa reče, ok, če pa zdaj pravite, da niste sposobni niti za 5% zmanjšati čakalnih vrst v naslednjem letu, potem pa mogoče rabimo drugega direktorja tega ustanove ali pa drugega vodja oddelka, ki pa bo dejansko sprejel ta izziv, pa bo mogoče ugotovil, da se pa da za 20% nekako zmanjšati z nadurami, z nekimi delovnimi akcijami. Primeri tega so v tujini, ne vem, če ste za par mesecev nazaj so v Nišu zdravniki podelali celoten rep. Ogromno teh čakalnih vrst temelji tudi na tem, da obstajajo repi, kjer se vrsta ne daljša, ampak je konstanten rep enoletne čakalne dobe. Ljudi je vedno isto v čakalni vrsti, ampak ta rep je skozi isti. Ampak če bi se ta rep podelal v nekih tednih, par ur, potem naenkrat sploh ne bi bilo več čakalne vrste. Bi ti lahko prišel čez 2 tedna na vrsto. Me razumete, kaj hočem povedati? Da ni tako, da se samo podaljšuje vrsta, ampak da je nek zastoj, ki je nastal, ki bi se ga dal z neko delovno akcijo podelati in bi naenkrat ta čakalna vrsta bila bistveno krajša. In skratka, to se nam zdi, da bi morali biti te vodje oddelkov, vodje bolnišnic, vodje zdravstvenih ustanov osebno vključeni in tudi pač odgovorni za uspeh tega zmanjševanja čakalnih vrst, da je treba z njimi komunicirati, sicer si je težko obetati, da se bo karkoli spremenilo, ker, kot smo prej rekli, oni računajo na to, da po vsej verjetnosti čez 1 leto do 2 leti bo že nek nov minister z nekimi novimi idejami in zakaj bi se oni rabili angažirati, če nihče od njih tega ne zahteva. To so nekje približno, se opravičujem, ker sem bil malo daljši, ampak tako sem probal v enem šusu večino stvari zaobjeti. Katarina, sem kaj pomembnega spustil ali odpremo kar za vprašanje? Po mojem, kar odpremo za vprašanja, mislim, da si vse na prvi oči treba. Tako. Jaša, hvala za ta izčrpen povzetek. Meni je bilo veliko stvari v bistvu jasnih, ampak zdaj si jih še malo bolj osvetljiv. Bomo pa en tak povzetek naredili na koncu, ki bo veljal tudi potem v pisnem delu, tako da zdaj vse prisotne vabim, da zastavite vprašanja, poveste, kaj vas zanima, kje ste skeptični, je karkoli nejasnega, karkoli, tako da glede na to, da vidim, da je zbrana družba samih fajn ljudi, ki vejo, kako se stvarem streže, sem prepričana, da ne bo tiste neprijetne tišine, tako da izvolite, prosim. Mogoče bi jaz, če dovolite. Murtič, izvolite, ja. Ja, Sašo Murtič, jaz sicer delam kot profesor na fakultetah, poučujem pravo in v bistvu to, kar poslušam, ta zakon sicer nisem toliko spremljal, ampak kar poslušam, se pa bojim, da se srečujemo z isto težavo, kot na splošno v javni upravi,
Namreč jaz sem dolgo časa bil tudi sekretar na različnih ministrstvih in v bistvu ni toliko težava v ministrih, v nekem vrhu, ampak je težava v tistih stalnih kadrih, ki v bistvu, kot ste prej rekli, čaka, da pride minister, pride nov minister, tako na ta način se stvari premostijo in se dela čedalje manj, se pravi, tudi tisti, ki govorijo o tistem repu, in bojim se tudi, da je pri zdravnikih isto. Da pač oni so v tej vlogi, kakor javni uslužbenci in v bistvu on naredi tisto, kar mora, špara se za popoldne, ko bo delal pri zasebniku. Namreč iz zasebne izkušnje, ko sva žena pa šla v klinični center v Ljubljano zaradi ene težave, nam je isti zdravnik rekel, da je to nemogoče, 6 mesecev je čakalna doba, ne. Potem sem ga pa vprašal, kako pa lahko to naredim, ker je nujno, je rekel Vrtojba, ne. Seveda, v Vrtojbi sem bil jutri na vrsti, pa zelo razočaran, ker me isti človek čakal dol. Ne. Tako da ne morem za ene stvari razložiti. Sam pravim, ne poznam tega zdravstva, sem pa sicer človek, jaz sem bil mladosti policist in sem tak človek, da v bistvu v 40 letih dela sem imel 32 dni bolniškega, pa si predstavljate, koliko je to veliko, zelo malo, s tem, da so še ti bili vzroki ponavadi zaradi dela, povezanega s policijskim delom, ne prej. In hočem to reči, sem tudi kot v vlogi nekega vodilnega vedno težil tem, da se dela, ne da se hodi na bolniška in podobno. Kako bo danes, tu mogoče samo malo razmišljanja, da dam idejo komu drugemu, kot pravim, ne poznam toliko tega zakona, čeprav sem malo s Tjašo in ostalimi komentiral o tem, tudi kolega tukaj, ki smo v nacionalnem svetu za spremembe volilnega sistema in sintezi, se tudi o tem pogovarjamo, ampak ne morem toliko veliko, ker imam drugo delo. Hvala. Gospod Murtič, hvala. Jaša, jaz mislim, da boš ti kar prava oseba tukaj za komentirati v bistvu. Jaz bi sam tu dodal mogoče, da ta naš zakon seveda ne rešuje vseh problemov, ki so v zdravstvu. To moramo biti si na jasnem. Problemov je veliko, so raznovrstni, ponekod je problem slab management, problem so nabave, problem je vpliv farmacevtskih družb tudi na zdravstvo, korupcija je na večjih različnih nivojih, ogromno je problemov, ampak to, kar probamo mi s tem zakonom narediti, je samo ta najbolj nujni interventni poseg, da se v bistvu ta mehanizem, ki spodbuja zdaj zdravnike, da namesto, da bi delali v svoji lastni inštituciji, ustanavljajo popoldanske SP-je, in te popoldanske SP-ji se ustanavljajo z neverjetno hitrostjo. To je krivulja gre tako, kako se ustanavljajo te SP-ji popoldanske. Samo v prvem mesecu letošnjega leta jih je bilo ustanovljenih 36, torej več kot en zdravstveni SP ali pa zavod na dan se je ustanovil. Kot si pa predstavljate. In kdo jih ustanavlja? Ustanavljajo jih zdravniki. Kateri zdravniki? Tisti zdravniki, ki so zdaj trenutno zaposleni v javnem zdravstvu. To je en pač ta problem, ki ga probamo nasloviti čisto tehnično, pač je ta interventni zakon interventni tudi zato, ker se nanaša direktno in popravlja direktno ta Loredanov zakon, ki je še veljaven trenutno in sicer se nekako ene stvari se iztekajo v tem zakonu, ampak recimo zdaj trenutno je veljavno, da se vse koncesije avtomatično kar podaljšujejo. Noben niti ne pregleda, a so bile stvari opravljene, a je bilo v redu, a ni bilo v redu. Zdaj je trenutno Loredanov zakon, avtomatično vsaka koncesija, ki se izteče, se podaljša za 2 leti, mislim, če se ne motim, ne, Katarina. Za 2 leti se kar podaljša. Zakaj? Ne vemo, pač zato, ker je to, ker tako piše in recimo ena izmed stvari, ki jih bi bilo treba popraviti, je tudi to. Pa še, da se vrnem na to komentar oziroma na vprašanje. Ena stvar je to, da ni to problem od zgoraj, ampak je problem od spodaj. Problem je in od zgoraj in od spodaj, ker moramo se zavedati, da tako, kot ste vi sami videli na svoji izkušnji. Če ne bi bilo te 6-mesečne čakalne dobe, ali pa 1-letne čakalne dobe, ali pa 2-letne, ali pa 6-letne, prej smo se pogovarjali o primeru 6-letne čakalne dobe za Tjašino mamo, ne bi bilo priložnosti za to dodatno popoldansko delo, ker bi ljudje preprosto
dobili oskrbo, ki jo rabijo, pravočasno v javnem zdravstvenem sistemu. Torej, vsi te SP-ji dodatni bi propadali. Bi bil samo strošek tega, da moraš ti plačevati prispevke pa oddati poročila, če ne bi bilo teh čakalnih dob. In tukaj je ta, ki se meni zdi strašljiv, ogromen, velik neko nasprotje, konflikt interesov za te zdravnike. Da njihov ta dodatni zaslužek je odvisen od teh dolgih čakalnih dob. Tako kot je dodaten zaslužek zavarovalnic odvisen od teh dolgih čakalnih dob. Ne vem, če ste videli, če še niste, boste v kratkem sigurno dobili kakšno sporočilo zavarovalnice ali Vzajemne ali Triglav ali kakorkoli o tem, ki se bo začelo sporočilo, a veste, kakšne so čakalne dobe? Ful so dolge čakalne dobe v zdravstvu. Dajte vzemite posebno dodatno zavarovanje, sam 7 € ali pa 10 € na mesec in boste takoj prišli do pregleda k zdravniku. In že spet, česar ne povejo, ta zdravnik, boste prišli na pregled k njemu, je po vsej verjetnosti zdravnik, ki je zaposlen v javnem zdravstvu in ki bo ta pregled vam naredil tako ali pa drugače na račun svoje energije za delo v javnem zdravstvu. In to so vse neki mehanizmi, ki mi smo bili zelo zainteresirani, zelo bi si želeli v ta zakon vključiti tudi neko določilo, da se prepove to vrstna zavarovanje za preskakovanje čakalne vrste, ker tukaj gre za dobesedno za kršenje ustave. Tukaj gre za to, da po ustavi bi morali imeti mi vsi kot državljani, kot prebivalci enak dostop pod enakimi pogoji do zdravstvene pomoči. Tisti, ki bolj rab nek poseg, pride prej na vrsto, zato se dela triaža in vsi imamo enake, ne glede na to, kdo je bogat in kdo je reven. Zdaj to, kar pa imamo za temi zavarovanji, pa pomeni, da bogat človek lahko v Sloveniji bodi si ima to zavarovanje, bodi si plača pregled in takoj dobi pregled, dobi napotnico in preskoči v vrsti nekoga drugega, ki si tega ne more privoščiti in čaka pol leta samo, da pride na pregled. In to je skratka sistem, kjer smo zdaj že razdeljeni na prvo in drugorazredne državljane, se bo pa to, če se ne bomo več naredili, samo še stopnjevali in v nekaj letih pa lahko pridemo do točke, kjer bo tudi za posege, plačevanje posegov postalo tako, da bogati si bodo lahko privoščili nek poseg, revni pa bodo čakali leta in praktično v bistvu ne bodo imeli druge možnosti, kad da vzamejo kredit za to, da si lahko privoščijo nek nujni zdravstveni poseg. Zdaj, jaz bi tule eno vprašanje zastavila. Politika je ta zakon prejela in si ga verjetno tudi pregledala, ogledala, prebrala. Odziva ni bilo nobenega, čeprav razumem, oziroma zdaj tudi, če zberemo 5000 podpisov, to je eno od pogostih vprašanj, ne? Ali bodo potem oni obligirani v bistvu ga upoštevati, ali se bo takrat pokazalo, kaj in kako, oziroma do katere mere so nas pripravljeni sploh poslušati, oziroma jim je do tega, da se zadeva uredi, ali gre zgolj za servilnost nekemu zasebnemu sektorju. Bo Katarina, izvoli. Da nam vse odgovoril. Odziv politike oziroma odziv poslancev je bil malce pozen, ali vendarle so odgovorili, da so taki ukrepi tisto, kar oni tudi načrtujejo, ampak da želijo spreminjati sistemsko zakonodajo, ne pa novih interventnih ukrepov. Mi smo se odločili, da gremo vseeno v to kot neko varovalko, da ne bo naslednja časovnica, namreč rečeno je bilo sprva, da bo sredi oktobra že pripravljeni sistemski ukrepi, pa niso bili, kot smo videli. Še preden smo zares dobili odgovor, je pa bilo ta rok že prestavljen na konec novembra. In mi bomo do konca novembra oziroma celo še malce dlje zbirali podpise, če bojo oni v tem času pripravili sistemske ukrepe, ki bojo ustrezali temu, kar so obljubljali, se pravi tudi ustrezali temu interventnemu zakonu, potem bomo samo zadovoljni. Bojo oni vložili svoj zakon, opravili svoje delo in smo zmagali, ne. Zato pa, ker pa menimo, glede na izkušnje, da so dobre možnosti, da se bo ta časovnica spremenila samo v naslednjo časovnico ali pa se jo bo pozabili, ker so poplave, ker je nekaj drugega. Pač to uporabljamo ta moment kot eno varovalko in
nekaj, kar bomo mi vložili, če oni ne naredijo nič. In če Kar se nam zdi tudi najbolj verjeten rezultat. Tudi glede na to, da pač v tem uradnem pismu, ki smo ga dobili od Državnega zbora, ki je nek zavezujoč dokument, ki so ga vse 3 koalicijske stranke uskladile, piše, mi se strinjamo z mnogimi vašimi predlogi in nameravamo to narediti v sistemskih zakonih. Nova ministrica, ki je pa prišla, je pa na svojem zaslišanju rekla, da ona pa ne načrtuje nobenih sistemskih zakonskih sprememb. Da ona bi izboljševala sistem tako malo blago izboljševala sistem z nekimi blagimi ukrepi. Skratka, že sama ministrica je na nek način izrazila čisto drugačno stališče, kot pa Odbor za zdravstvo v Državnem zboru, iz česar je lahko samo sklepamo, da ni ful velika verjetnost, da bodo sami od sebe kaj naredili do konca novembra. Ni prave volje v resnici za to. Res je, da mi sam s tem, ko zberemo podpise, ne moramo zagotoviti, da bo ta zakon sprejet. Lahko pa zagotovimo, da ga bojo morali obravnavati. To je tisto, kar lahko dosežemo in lahko dosežemo, da o tem naprej govorimo, da morajo tudi poslanci o tem govoriti in da se mogoče komu pa le zazdi, da so te ukrepi nekaj, kar rabimo. Da je ena oblika pritiska to, da ni zdaj samo predlagamo, potem pa ne zvemo nič, pa smo naprej tiho, ampak da je to nekaj, da drugače reči 5000 volivcem ne, kot reči eni civilni iniciativi ne. Tako da recimo, da te uporabljamo kot varovalko, zato da bi bilo res kaj narejeno in kot način, kako pritiskati in ohranjati zdravstvo v fokusu razprave, ker drugače bi se malo pozabili že nanj, lahko pa so druge stvari, pa marsikakšna diverzija pride mimo afere na drugih področjih in se pozablja na stvari, ki zadevajo v bistvu vse. Hvala. 2 stvari bi povedala. Prej sem samo vsem utišala mikrofončke iz razloga, ker se je slišal precej šumenja iz ozadja, tako da kdorkoli želi besedo, samo spodaj, ker sta 2 človečka klikne in na svoj mikrofonček pa bo spet glasen ali pa samo na svoj mikrofonček in bo tudi glasen nazaj. Tako da to ni nobena težava. V bistvu, zdaj edina stvar, mislim, še nekaj bi tukaj želela izpostaviti, ker je zelo pomembno in smo tudi kar se pogovarjali precejkrat na to temo, namreč mediji so precej zapopadli vse akcije, kar je bilo v zvezi zdravstva pred novim letom, tudi takoj po novem letu, stavka je bila lepo pokrita in potem je pa kar naenkrat, ko se je pa začelo govoriti o nekem zakonu, ki nekaj rešuje, prišel pa do nekega medijskega mrka in nenadoma zadeva ni več nikomur zanimiva. Ali, mislim, zdaj banalno in naivno bi šlo verjeti, da morda smo pa res v vseh teh aferah tisti, ki smo imeli že dovolj medijskega časa oziroma da so še druge stvari, ki so tudi prioritetne in za urejati, ali gre preprosto za to, da pač je tudi to en del določene strategije, bodi si v ozadju s kapitalom ali gre za res nezainteresiranost medijev, ker to ni nobena afera več in ker ni, 5000 ljudi pa na ulici oziroma 10 ali 20 ali kakorkoli, pa bom to kar tebe mačkan pobarala, Jaša, kaj ti meniš? Ja, jaz bi rekel, da je po mojem neka kombinacija teh 2 faktorjev. Ena stvar je to, da se pač spremljate karkoli si mislimo o teh množičnih medijih danes, eno stvar se ne da zanikati in to je, da je zelo malo oddaj ali pa prostora, kjer bi se lahko neke teme malo bolj kompleksno, malo bolj tako na nivoju, bolj argumentirano in malo nadaljš pač obravnavale. Pač vse oddaje morajo biti zelo tako na tempo narejene, če že je neka tarča, je to vse tako, da strela z leve in strela z desne in vse se zvede potem na par stavkov, gor ali dol. In pač se nam zdi, da, mislim, en del tega je najbrž to, da
je naš zakon toliko vsebinski, da je manj zanimiv, kot pa če je neka afera, da je nekdo neko mačko vrgel z mosta dol pač nekam, ali pa da je nekoga so dobili, da je objavil nek tweet sovražen. Tako da to je ena stvar. Ena plat je to, da mogoče sam zakon ni tako sočna tematika, da ni nekega škandala okrog tega. Druga stvar pa je sigurno tudi to, da smo prav recimo pri Pop TV opazili, da ni bilo tudi, ko so druge medijske hiše recimo poročale, da je bilo zelo malo tega poročanja in da prav v primerjavi s kakšnimi drugimi temami, ki so se pokrivale, da tukaj ni bilo kakšnega resnega interesa. In en izmed razlogov, zakaj smo si mi izbrali to javno zdravstvo tudi za kampanjo in smo rekli, ok, tukaj bomo postavili, tukaj bo naš Alamo oziroma tukaj bomo postavili fronto, je to, da je res to zdravstvo na nek način kako bi rekel, neko presečišče teh sicer situacij v družbi, kjer imamo na eni strani, imamo ene pripadnike te elite, ki ustreza, da je sistem tak, kakršen je, da se postopoma razpada in da se da tukaj zaslužiti milijone, tako je recimo ta Šebeder, ki je bil sekretar Loredana, je zdaj takoj, ko je odšel iz službe, je že našel v roku enega meseca, je že našel službo, da dela kot posrednik pri prodaji teh slovenskih koncesionarjev mednarodnim koncernom in že služi provizije za to, da dejansko odprodaja slovenske koncesionarje mednarodnim podjetjem. In tukaj pač v zadju so milijoni, 5 milijard evrov letno cirka je proračun zdravstva in to je še ena izmed zadnjih takih velikih malh javnega denarja, ki se jo da preko privatizacije, preko investicij, preko drugih načinov pač razgrabati, razdeliti in privatizirati. In tukaj so od zadnji pač velike sline se cedijo kapitalu in del tega je zaznati tudi pri tem, da nekako od kakšnih teh medijev, ki so bolj naklonjeni in imajo boljše stike s temi gospodarskimi elitami, ne boste nič prebrali praktično o naših teh poskusih. Pa so tukaj in tam kakšni novinarji, ki pa dejansko so si vzeli to temo zdravstva za nekako, da jim je res pomembna, pa probajo napisati kakšen članek, ampak je to daleč od tega, da bi dosegali ljudi. In večina ljudi, ki jih boste srečali na ulici, sploh ne vejo, da mi zbiramo te podpise. In to je to, kar probamo tudi z dogodki, kot je ta, nekako čim bolj razširiti glas, čim bolj, da nas čim več ve, da nas čim več o tem govori in da se upamo na to, da se to potem tak razširali kot ene korenine drevesa, razpletali med ljudmi informacije. Se opravičujem, te razprave so zelo dobre, ampak ali gre v pravo smer, verjetno časa nimamo za to. Mi se moramo prav zavedati, da ustava naša je zastarela. Pri nas je, boste videli, ko se bo začela omare odpirati po vprašanju sociale, še vedno ne vemo, kaj je javno dobro, javno. Govorimo veliko o javnemu, zopet govorimo o neki sociali in tako naprej. Tu se prepleta, hočemo biti v nekem kapitalizmu, istočasno imamo še vedno neke želje vleči nekaj iz starega sistema. To govorim zato, ker ravno nas, tudi kolega Cetinski ve za to, da smo se nekaj pogovarjali, nas nekaj je delalo izračune, koliko smo v svoji življenjski dobi oziroma delovni dobi dali za zdravstvo. Povprečje recimo moje, jaz sem dal pretvorjeno evre 676 tisoč evrov tej zdravstvu recimo. Ne. Danes, ko potrebuješ pa nekaj miti, moraš vse plačati, to ko govorimo, da ne čakaš. Ne. In pravim, naša ustava dovoli to, kar se dogaja in mi poskušamo tu priti do spremembe ustave. Ampak Tjaša ve, Andrej, tudi Cetinski ve, koliko smo se matrali, nič ne gre, tudi volilnega sistema ne moreš. O zdravstvu smo se tudi razpravljali. Ampak to je naša politika, mi imamo to posredno demokracijo v politični stranki in oni gojijo tisto, kar je njim dobro. Tega se moramo zavedati. In še bo minilo časa, preden bomo karkoli spremenili. Jaz upam, da bomo vsaj v tem zdravstvu, moram potrkati, dokler ne zdravje drži, ga veliko ne rabimo, ampak pride tudi čas, ko bo treba in bolje vprašanje, ali bomo začeli prodajati stanovanja, pa se zdraviti ali pa kaj drugega.
kljub temu, da kot sem rekel, koliko smo dali, pa računajte, da je večina ljudi to nekaj tazga pretvoreno dala za to zdravstvo, kje je to. Hvala. Ja, hvala. Dejstvo je, da resnično vsi oziroma velika večina Slovencev oziroma državljanov Republike Slovenije razmišlja na način, da resnično se nič ne spremeni, ne? In da jim je že odveč energije vlagati in to se pozna pri marsikateri stvari, ne? In zdaj vidimo, da se pa vendarle ljudi da zanimirati in pripraviti do tega, da se odzovejo, ne? In tu imamo med našimi današnjimi prisotnimi tudi gospoda Jurgeca, ki je uspel in je preko 50.000, če imam pravo številko, ljudi zanimiral, da so šli oddati svoj podpis, da jim je bilo mar za tisto stvar, za katero so se borili. Skratka, verjetno se še da in je še v ljudeh, če jim na način, da bodo razumeli, zakaj gre in da nehamo biti malo negativni, ne, pa da mogoče začnemo gledati v prihodnost in jim tudi pojasnimo, da določene stvari so pa lahko vendarle implementirane oziroma urejene praktično, ne čez noč, ampak v kratkem času, če je le volja tako politike kot tudi v bistvu izvajalcev, ne. Tako da mogoče je zdaj pravi trenutek, da tudi vas, gospod Jurgec, majčkeno pozovem k besedi in izzovem, kako vi vidite to našo zdaj dilemo skozi vaše oči in vas seveda, kot sem vas že neparkrat probala zasnubiti, povprašam, ali boste tudi vi lahko sodelovali pri tem, da čim več ljudi pritegnemo, da bi oddali tudi za zdravstvo v bistvu svojo podporo. Ja, pozdravljeni. Glede, tako, koliko sem zdaj pač te 4 točke slišal, ne, mi je jasno, recimo, ne, v katero smer se gre, ne, in glede na to, ker so bile, bom rekel, kar tako enostavno predstavljene, vsaj v tem kontekstu mojega razumevanja, jih absolutno seveda podpiram, če je ta zadeva v to zadevo usmerjena in da se da. Vemo, da sicer je to področje zdravstva je zelo neverjetno za spreminjati, ne, ampak vsaka zadeva je in se nekje moraš začeti in se iti, ker zdravstvo je treba, spremembe in mi ljudje lahko naredimo spremembe, seveda. In jaz osebno bom ta zakon podprl, ja, zato sem tudi čakal do zdaj, ker nisem točno še razumel, v kateri smeri se to gre, tako da jaz osebno bom podprl in tudi pozval ljudi, katere poznam, da pač ne to podprejo na podlagi mojega razumevanja, da pač te točke, katere so koristne in jih je potrebno, bi bilo potrebno jih vpeljati v to zakonodajo, ja, tako da to sigurno. In ja, seveda, vsaka stvar pa je potrebno nek čas in ljudi se da zanimirati, ja, ampak mogoče bom rekel tako, če gledam tako zdravstvo, so že ljudje mogoče malo, rekel, žalostni pa jezni na te stvari, ko se nikoli nič kaj takega ne zgodi, ne, in potem jih je mogoče malo težje vpeljati v to zadevo, da bi karkoli podprli, ne, vse tako mogoče, jaz to razumem, glede na vse te afere in na vse te stvari in na vsa ta odtekanja financ iz zdravstva in se potem nič kaj ne zgodi, ne. Seveda, jaz tudi tako bom rekel, kot je prej gospod rekel, tudi jaz sem policist bil, ne, in mene pa žalosti ta zadeva, da nišče nikoli ne odgovarja, ne, v tej zadevi, ne, in tu bi se zadeva morala krepko spremeniti, ker v vseh teh letih, koliko jaz pač ko spremljam te zadeve, absolutno, koliko je odteklo tega denarja iz zdravstva, ne, pa nišče nikoli, pa bom rekel, vsaj delno nišče, ni bil nikoli pravilno ali pa dobro sankcioniran v skladu z zakonodajo, ne, tu je velika problem, ne, tudi, in tu bi se moglo nanašati tudi na določeno zakonodajo, se pravi na to kaznovalno politiko, strani policije, tožilstva, sodišč, ne, ker tu je zelo in tako kot je bilo rečeno, seveda tu so blazne
vsote denarja v ozadju in pač nažalost, tam, ko so blazne vsote denarja, je tudi dosti korupcije in vsega tega. In tu bo potrebno veliko je treba narediti, ampak zdaj, če se osredotočim na ta zakon, ja, nekje je potrebno začeti in definitivno so te 4 točke oziroma vse te 4 stvari, smeri pravilne in dobre in koristne in tako iz mojega vidika bojo podprte. No. Super, hvala lepa. Tako da v bistvu zdaj pa še ostale prisotne vabim, če ima kdo še kakšno vprašanje. Ja, jaz imam eno vprašanje, če lahko. Tomaž Ogrin, jaz sicer sodelujem z skupino Sinteza, kjer si prizadevamo za drugačen volilni zakon. Namreč stranke so tiste, ki tole povzročajo in mi moramo neodvisne ljudi dobiti v državni zbor. No, to je ena stvar. Imam pa vprašanje, zakaj ima Zavod za zdravstveno zavarovanje omejitve operacij različnih organov, omejitve analiz krvi in tako naprej. A niso zato tudi čakalne vrste daljše? Če na leto lahko ne vem, toliko in toliko operacij ledvic, pa drugega, tretjega, kaj je s temi omejitvami? Mi ga čisto izpuščamo iz debate, ta Zavod za zdravstveno zavarovanje. Verjetno, zdaj, a bo Jaša ali Katarina? Zavod za zdravstveno zavarovanje določa program na podlagi preteklih let. In te ta sistem, a je razumen ali ne, to se da debatirati, ni pa predmet tega zakona, zato, ker mi spreminjamo samo Loredanov interventni zakon in nismo mogli segati dlje, tudi če bi hoteli se z zavodom ukvarjati. Drugače pa oni določajo na podlagi potreb in doslej preteklih potreb in opravljenih storitev določajo program za prihodnja leta in to se seveda ne ujame zmeri. Ne ujame se zmeri s tem, kakšne so prihodne potrebe in zmer so malo odzadaj s tem, kako naraščajo potrebe prebivalstva, ker tudi ni to na podlagi lanskega leta, ampak je par let nazaj, ta njihova osnova. Tako da zato pol začne oktobra, novembra zmanjkovati denarja za nekatere operacije in se jih prestavlja v naslednje leto. Pri tem je pa treba še poudariti, da v javnih zavodih nujne operacije niso odvisne od tega, koliko da zavod. Tam, ker je življenje ogroženo, izvedejo vse storitve, ne glede na to, a so presegli program ali ne, zato javni zavodi delajo z minusom. Če bi se ustavili takrat, ko je konec programa, bi bili na nuli ali pa celo v plusu, ker pa se pojavljajo še dodatne bolezni, nezgode in tako presegajo te programe kljub omejitvam. Jaz bi dodal mogoče samo to, da absolutno tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje ni daleč od tega, da je bila neka idealna inštitucija. Ogromen je sigurno tudi tukaj nekih problematičnih stvari, ki bi se jih dali reševati. Isto tako, kot je bilo rečeno, glede tega sankcioniranja zdravnikov, meni je tudi to nerazumljivo in šokantno, da je dejansko bila cela zgodba o tem, kako so v celjski bolnišnici radiologi izseljevali lastno bolnišnico letos. S tem, da niso poslali, da so imeli izvide in so rekli, mi ne bomo poslali izvidov naprej ljudem, ki smo jih pregledali, če nam ne boste plačali. Mislim, to bi bil škandal, to mora biti škandal na svetovni ravni, ne samo na slovenski ravni. Pa nič o tem, mislim, mimogrede, da je kdo omenil na vseh množičnih medijih, nič od tega. Preprosto zato, ker se smatra, da imajo ampak zdravniki nek poseben status, ki je, da si lahko dovolijo to, kar si v nobeni drugi službi praktično noben drug ne more dovoliti in tudi, če jih dobijo, da jih vratar štempla, ni šanse, da bodo ti ljudje izgubili službo, ker se vedno znova vrnemo na to, da jih je premalo in da nas držijo vse skupaj in vodstvo lastnih bolnišnic in nas vse državljane in državljanke v šahu s tem, da nam skozi kao grozijo, če nam boste pa preveč do nas strogi, bomo pa šli nekam v tujino delati. Ampak jaz mislim, da to prej ali slej to ne bo več vzdržno in prej ali slej bo ljudem tudi počel film, če bo šlo tako v to smer naprej in bo rekel, raj si ne vem kaj, sam mislim se zraven prek interneta, ker
pač tudi nek ta odnos vzvišen, ne, in nekako zame pa pravila ne veljajo, pač se mi zdi, da se prej ali slej more prekiniti. Je pa pač problem, da vsakič, ko pride do neke afere in ko nekdo ne plača cene za to, ko ni nobene sankcije, je to signal vsem ostalim, da očitno to ni problem, če se tako obnašaš. Ampak ja, v končni fazi smo se odločili, da ne bomo tudi tega vključevali v zakon, ker preprosto smo res iskali stvari, kako imeti neke čim bolj vseeno enostavne ukrepe, da se ne spuščamo zdaj v neke podzakonske akte, pa da so ukrepi čim bolj enostavni, pa zraven, da imajo kar se da veliko tega učinka, da se nam zdi, da bi glede na to, koliko je enostavnost ukrepa, da ima čim več dosega, da smo nekako iskali to mejo, medtem, ker se nam zdi, če je nekaj ful kompleksno in kompliciran in bi zahtevali sprejem še, 5 drugih podzakonskih aktov, potem itak je zelo majhna verjetnost, da bi to prišlo do prakse. Kar pa ne pomeni, da se nam ne zdi, da bi bilo treba reorganizirati ta način plačevanja in način določanja programov bolnišnice. Naročanja in stroškovnike, da bi bilo treba, to je tudi ena izmed tem, da so v bistvu ti stroškovniki popolnoma zastareli. Da mi preplačujemo za neke storitve, ker so to cene, ki so bile postavljene pred 10 leti, v mestnem času. Ja, ali pa 30 ali pa 20, ampak v mestnem času pa je tehnologija toliko napredovala, da ene stvari, ki so včasih stale, $5,000, stanejo danes 200. Mi pa še vedno plačujemo po tarifi $5,000, zato ker nikoli ni prišlo do tega, da bi se pač posodobili te cenike. Pač, recimo. A se lahko še jaz oglasim? Seveda, izvolite. Torej, predloge sprememb, ki jih vsebuje tale predlog zakona, ti predlogi se mi zdijo v redu. Rad bi pa opozoril samo na naslednjo zadevo. Eden od srednjih problemov v naši družbi je upravljanje države in upravljanje javnega sektorja, in tudi upravljanje zdravstvenega sistema. Poglejte, mi imamo sistem, po katerem direktorja kliničnega centra imenuje vlada. Skratka, gre za eno zelo tipično politično kadrovanje, ki se nikjer v svetu ne obnese in tudi pri nas je izjemno škodljivo. In ta sistem kadrovanja bi morali v zdravstvu spremeniti. V Sloveniji je pred leti gospod pripravil eno zelo zanimivo knjigo z naslovom Javna hiša Slovenije, v katerem je analiziral naš sistem upravljanja države, javnega sektorja predvsem, in tudi predlagal nove rešitve, za katere jaz mislim, da so zelo v redu. Konkretno za zdravstvo, predvsem za zdravstvene domove, bolnice in tako naprej, ki imajo danes en organ upravljanja, to je svet zavoda. Za tale svet zavoda je predlagal, da bi bili v njem predstavniki politike tudi, pa zaposlenih in pa predstavniki uporabnikov. Ampak predvsem je predlagal on, da bi direktorja zdravstvenega zavoda moral imenovati zavod, ne pa da ga v bistvu imenuje politika. Če bi po mojem mnenju to spremembo naredili, bi bil to pomembni korak v smeri učinkovitejšega delovanja sistema. Jaz ne bi odvlačil tole, predlagam samo, da o tej zadevi razmislite, pa morebiti
s tem predlogom dopolnite tudi vaš predlog zakona. Hvala. Hvala, gospod Cetinski. Jaša, Katarina, kakšen komentar? Jaz se zelo strinjam, da bi bilo fajn politiko umakniti iz upravljanja javnih zavodov, je pa to nekaj, kar zelo presega naš predlog. To bi pomenilo spremeniti strukturo javnega zavoda, poseči v zakon o zavodih in bi zahtevali veliko več razmisleka in neko širše posvetovanje kot en interventni zakon. Mogoče se tega še kdaj lotimo. Ne moremo pa čist formalno, ne moremo dodajati stvari v ta predlog zakona, ker smo dolžni vložiti popolnoma takega, kot smo ga vložili, ko smo začeli zbirati podpise. Tako da vsi dodatni predlogi pridejo lahko na vrsto šele pol, ko se začne v zakonodajni postopek. In tudi takrat mi kot predlagatelji ne moremo svojemu lastnemu zakonu predlagati sprememb svojega lastnega predloga, lahko pa to vi naredite takrat, ko se začne postopek v parlamentu, ko bo zakon v obravnavi, so predlogi možni, se jih lahko naslovi direktno na parlament in mislim, da so samo dobrodošli vse predlogi, ki bi stvari izboljšali. Zdaj, v bistvu fino bi bilo še enkrat poudariti, da gre pri tem zakonu, mogoče jaz se absolutno strinjam in z gospodom Cetinskim in s teboj, Katarina, da pa zdaj se rešujejo stvari, ki so res najbolj pereče in mogoče so te 4 točke zdaj tisto, da se premaknemo z neke mrtve točke oziroma točke padanja v neko pozitivno sfero, s katere bo potem tudi lažje verjetno bo tudi lažji začetek spopada z samim sistemom kot takim, ki pa je absolutno potreben pretresa in verjetno od temeljev dalje vse posodobiti, prilagoditi in predvsem urediti, da ne prihaja več do takih zlorab in da ne zaide več v smer kot... Ampak vse to so v bistvu v Sloveniji, zdaj večina sistemov je že na tej poti navzdol, tako da mislim, da ni edini. Se pa zdaj pogovarjamo res o teh interventnih zakonih in zdaj bi vprašala, če bi imel kdo od prisotnih še kakšno vprašanje. Kaj lahko samo na malenkost vprašam? Seveda, brez nadaljnega. Kako pa je odziv na ta interventen zakon komisija dr. Breclja? Se oni vendar morajo tudi nekaj pripraviti, pa še do danes ni nič od njih. Kakšen je odziv dr. Breclja? Ja, strateškega sveta. Njihove komisije, kaj? Glede na ta interventen zakon, se strinjajo, imajo kontra mnenje, kaj? Gospa sprašuje za strateški svet, če jaz prav razumem. Problem je tukaj na enem nivoju, je problem tukaj, da pridemo bolj včasih tudi do nekih osebnih stališč in da ljudje, tudi zdravniki, zanimivo, da zdravniki so tudi, sploh pa te zdravniki, ki se kdaj javno izpostavljajo, imajo kar velike ege. Včasih smo opazili, kar je nekako razumljivo in potem zaradi teh svojih egov tudi pride težko do nekega sporazumevanja in tukaj je en izmed na naši strani strokovnih sodelavcev, ki je sodeloval pri sestavljanju tega zakona in pa dr. Brecelj nista na najboljših, kako bi rekel, odnosih. In drugače pa, glede na to, Brecelj je seznanjen s tem zakonom, kakor vem, njegov glavni, tako mimogrede, njegov glavni protiargument, ki je bil slišati, je bil to, da on pa je proti normativom, da on ne bi bil za normative, zato ker če bi se delali po normativih, potem on že marca oddela cel svoj normativ in potem ne rabi nič delati. S tem, da pač ne vem zakaj, ampak on avtomatično, si je mogoče to pač ni natančno prebral, ampak on je predvideval, da bi mi vzeli ta normativ, ki ga je predlagala zdravniška zbornica, ki je seveda toliko nizek, da ga on oddela v 3 mesecih. Naš predlog pa ni tak, da se vzame ta normativ, ki ga je predlagala zdravniška zbornica, ampak da se za normativ vzame povprečje, ki je bilo storjeno. Drug problem je pa to, da zdaj trenutno,
tako, zdaj pa se pogovarjamo malo tako insidersko, ne, pač ta strateški svet, ko je bil ustanovljen, je bil realno ustanovljen malo za okras, ker je bilo predvidevanje pač nekih vladnih struktur, je bilo, da je naš Loredan tako sposoben in ima tako karizmo in take močne roke, da bo on to lastnoročno zdaj zdravstvo rešil in vse zrihtal in da v bistvu ta strateški svet je pa tako še malo neki zazraven, da so tudi neki učenjaki tukaj prisotni in nikoli ni bilo predvideno, da bi ta strateški svet dejansko usmerjal zdravstveno politiko ali pa delal nek program zdravstvene reforme. Zato je ta strateški svet naphan z vsemi možnimi predstavniki z vseh možnih smeri, kar v praksi pomeni, da zdaj, ko pa je Loredan potem odletel, je pa ostal samo ta strateški svet in je potem naenkrat ta strateški svet dobil nalogo, no zdaj pa vi pogruntite, kakšna bo ta zdravstvena reforma, kaj se bo naredil, kakšen bo zdravstveni program in te ljudje nabrani iz vseh različnih možnih vod, to se včasih zgodi, Angleži temu rečejo design by committee, ne, design, komisijski dizajn, kjer vsak nekaj predlaga, ampak vsak predlaga nekaj takega, da ne bo glih izpadel neumen, pa da ga ne bojo ostali čuden gledali, pa pol vse predlogi, ki so malo bolj mogoče ambiciozni, reče nekdo, joj, mogoče je pa to preveč, pa bo se kdo spotaknil in potem na koncu dobiš nekaj, kar je neka kopica predlogov, ki pa noben od njih ni v resnici usmerjen, ambiciozen in vsi te predlogi skupaj nimajo neke jasne usmeritve. In na ta način je strateški svet dal ven neke svoje usmeritve, ki jih je pol tudi ministrstvo kao potrdilo in vzelo za svoje, ampak tam noter med drugimi oni v času, ko je 140,000 ljudi brez zasebnega zdravnika, oni kot del teh svojih programskih usmeritev za zdravstvo pišejo, da bi bilo treba uvajati širjenje zobnih kanalov kot bolj standardno prakso pri zobozdravniških pregledih. To so dali noter, o dvoživkah pa nič. Tako da pač je jasno... Seveda ne, zato ker so noter tudi dvoživke same. Seveda. In to pač vsi ti predlogi, ki so jih dali, so tako oblikovani, da dajo vtis, da se nekaj dela, da dajo vtis nekega predloga, zraven pa, da se nobeden od teh deležnikov ne bi razjezil ali pa ne bi imel občutka, da je napaden zdaj osebno. Ampak tako se ne da narediti. Če ti delaš zdravstveno reformo in če Fides zraven ne vpije, da je to, kar se dogaja, je katastrofa in da bo zdravstvo zdaj razpadlo in da bodo ljudje umirali, pomeni, da očitno nisi zagrabil stvari na prav način. Ne vem, mislim, zdaj sem se izrazil malo pretiravam zaradi efekta, ampak ja, pač na nek način seveda se bo Fides po svoji definiciji boril za to, da imajo zdravniki čim več privilegijev, čim boljše pogoje in čim manj odgovornosti in čim manj sankcij. Medtem, ko Ministrstvo za zdravje bi se moralo pa boriti za to, predvsem poskrbeti za zavarovance in zavarovanke, ne pač paciente in pacientke in bi morali biti tukaj pač logično priti do nekega nasprotja interesov. Zdaj zaenkrat pa se sliši, da so čisto zadovoljni vsi. Ne, če ste opazili, meni je bilo zelo zanimivo, da je predsednica združenja Menedžer bila ful zadovoljna nad novo ministrico in posebej čestitala novi ministrici, ker se mi zdi, da to tudi nekaj pove in sporoča. Mislim, da si noben zdaj tudi od teh pač ljudi, ki jim je v interesu, da se ta situacija napreduje in da sistem še naprej razpada in da se ustvarjajo boljše pogoje za privatizacijo, da noben od njih ni zdaj trenutno čist nič zaskrbljen, da se to ne bi zgodilo. Pod to ministrico in pod tem strateškim svetom. In mi pa smo tukaj vsaj zato, da probamo njih zaskrbeti, oziroma tako, kot je Katarina prej rekla, tudi, ko smo opozarjali in skozi opozarjamo na stvari, ki niso v redu, pol dobiš komentarje v smislu, kaj ste pa vi toliko pametni, ne da se to čez noč rešiti, pa vi prevzemite, pa vi boste ministri za zdravje. Mi imamo tukaj zdaj konkreten zakon, konkretnih ukrepov, ki jih bomo pač prenesli tja na mizo ljudem in bomo rekli pač, evo, zdaj imate priložnost, to so stvari, ki ste jih obljubili ljudem, to so stvari, s katerimi ste kandidirali na volitvah in zdaj pa pač precenite, a boste to glasovali, lahko tudi pač sprejmejo neke amandmaje, lahko neke stvari oblažijo, lahko neke stvari dodajo, to je pač del tega zakonodajnega procesa, ampak če pa ne bodo storili s tem nič, je pa to tudi zelo dobro vedeti, da to vemo že zdaj, da bomo to vedeli že konec letošnjega leta, da ta trenutna koalicija
pač v bistvu je pripravljena tako čistiti kontra mim tem svojim obljubam in da jim njihove obljube ne pomenijo nič. Je dobro, da to državljani vemo že zdaj, ker imamo vsaj 2 leti časa, da razmislimo, kako na naslednjih volitvah delovati oziroma kako delovati pred naslednjimi volitvami. Tako da tudi zato se nam zdi ful pomembno, da ne govorimo, ni samo, da kritiziramo na pamet, ni samo, da pametujemo, kaj bi morali narediti, ampak smo pripravili en čist konkreten zakon z enimi čist konkretnimi ukrepi. Tako. Ki očitno postaja trn v peti marsikomu, tam smo nebodiga treba, ki še kar nekaj želi in tečnari, ampak jaz upam, da se tem nebodiga treba pridruži čim več ljudi s podpisom podpore. Zdaj bi pa jaz mogoče povzela današnji v bistvu izkupiček. Gre za interventni zakon, to se pravi zakon, ki na kratek rok ureja stvari, ki so najbolj pereče. Prva stvar je, torej smo govorili o glavarinskem količniku, da povem še drugače, to je število oseb, ki jih lahko zdravnik sprejme. Oziroma zapovedano najvišje število oseb. Je tako? Imam prav? Kompliciran je, v resnici je kompliciran. Okay. To je minimalno. Glavarinski količnik je v bistvu preračunan glede na različne starostne segmente, je preračunano, kakšen obseg dela pacientov, kakšen obseg pacientov naj bi nek zdravnik obravnaval, zato da če ima nad tem številom, potem se mu te pacienti drugače obravnavajo. Če pa je pod tem številom, pa v bistvu mora sprejemati nove paciente. Mi predlagamo, da se ne spreminja glavarinskega količnika, ampak da se samo ta prag, pri katerem lahko paciente odkloni, da se dvigne za 10%. Kar pomeni, da glavarinski količnik ostane isti, če si nad glavarinskim količnikom še vedno dobiš dodatna sredstva, ampak ta število se pa dvigne za 10%. Ok, to se pravi in se tudi ta prag, ki se dviguje, se tudi dodatno še plača potem, ne? Če prav razumem. Ok. Potem tukaj določene birokratske v bistvu zaplete, kot so prehajanje od specialista nazaj k osebnemu zdravniku in spet nazaj k specialistu, kadar gre za kronične bolezni, ne, prvenstveno se tukaj uredi tako, da lahko tudi specialist sam napiše napotnico naprej. Ginekologi lahko odpirajo bolniške oziroma porodniške staleže, ne. 3 dnevi bolniške brez bolniškega lista oziroma 9 dni na leto je tudi ena super rešitev. Me pa tu pri tem zanima, kakšen bo odziv delodajalcev na tem področju. Sigurno bojo navdušeni in bojo ful ploskali. Dobro. Ne, delodajalci bodo razglasili, da je to pač katastrofa in da bo zdaj gospodarstvo propadlo zaradi tega, medtem ko pač ogromno držav tujih pač seveda ima ta sistem, ponekod imajo tudi ne samo zaradi zdravstvenih razlogov, ampak tudi zaradi osebnih razlogov, da imaš določeno število dni v letu, ko lahko manjkaš. V mnogih državah preizkušeno uvajajo 4-dnevni delovnik, skratka, jaz mislim, da je tudi delodajalcem bi morali biti v končni fazi v interesu imeti zdrave ljudi, ki so sposobni delati in ki so pripravljeni delati na delovnem mestu, kot pa pač načeloma izvajati neko kontrolo, ki pa, kot smo rekli, tako v praksi, pač že zdaj, če ti hočeš klicati zdravnika in reči, ali pa poslati mail, ful sem bolan, ker imaš kakšen drugega za početi, pač lahko to že zdaj počneš. Mislim, kdor hoče zlorabljati ta sistem, ga lahko tudi zdaj zlorablja. Ena od zelo pomembnih stvari, ki jih ureja, ne, zakon, je tudi administrativna podpora zdravniških timov, ne. To je zdaj naslovi tisti del, ki ga mnogi pacienti na lastni koži občutimo kot skrajno nemogočega. Priti v kontakt z osebjem, dobiti določene dokumentacijo. Skratka, administrativni tim, čeprav razumem, torej razbremeni
oziroma administrator razbremeni zdravniški tim in s tem omogoči zdravniku in medicinski sestri oziroma pač osebju, da dela tisto, za kar je tam, torej se posveča pacientu. Zdaj, jaz sem pri tem prvem delu še kaj izpustila, ali je to kar glavnina tega, kar smo rekli, ne? Po mojem, Dobro. Drugi je delovni normativ. Tu imam jaz eno dodatno vprašanje pri samem povprečju, ki se ga vzame, in sicer ali govorimo o povprečju javno plus zasebno ali govorimo samo o povprečju v javnem zdravstvu. Mi smo rekli, da bi se šlo prav na povprečje v javnem zdravstvu, zato ker že spet tam so pač te podatki bolj lažje dostopni in tudi tam lahko pač tem javnim ustanovam lahko ministrstvo naloži, da mora pripraviti pač te podatke. Okay, Poleg tega gre za storitve, ki se plačujejo z javnim denarjem, za zasebne storitve nas pravzaprav ne zanima to. Jaz sem mislila po mojem koncesionarji, če so tukaj tudi vključeni. Pač. Ja. Ampak ne, pač že to, če bi se vzeli povprečje, ker tudi tako je, mislim, to so pa že spet informacije, ki smo jih mi dobili z prve roke, je to, da so tudi med posameznimi bolnišnicami lahko ogromne razlike, ne? Da en oddelek v eni bolnišnici naredi tok, oddelek na istem področju v drugi bolnišnici naredi pa tok v Sloveniji. Da tudi tukaj bi bilo zanimivo imeti ta normativ v smislu tako, da tudi celoten oddelek se zaveda, zakaj pa vaši kolegi v Mariboru pa naredijo še enkrat več lahko, pač, pa imajo, ne vem, v istem času. Ne. In je tukaj tudi pol lahko pač zanimivo se sploh da primerjati med sabo te zavode in učinkovitost njihov. Čisto kar zdaj ne može, noben tega ne počne, ker se sploh ne vodijo te podatki na ta način in to, kot da nobenega ne zanima. Kako je pa z dovoljenji v bistvu za upravljanje popoldanskega dela v tem trenutku? To se pravi, če je sprejet ta drugi del zakona, kaj to pomeni? Za dovoljenja že obstoječa? Obstoječa dovoljenja se prekličajo po zakonu, obstoječa dovoljenja se prekličajo v roku mislim, da v roku enega meseca, da se prekličajo, v istem času pa imajo čas ljudje, ki pač bi radi zaprosili, da pač zaprosijo za dovoljenje, ki jih pa potem mora pač ministrstvo potrditi. Zakaj? Zato, ker že zdaj, če greš gledati zakon, kako je to napisan, že zdaj so tukaj v zakonu napisane neke varovalke, da bi preprečevali nekim ljudem, ki delajo manj, kot se zagre, da delajo popoldne, ampak v praksi pa se to krši, v praksi pa pač kdor se v redu razume za svojim vodjo oddelka, dobi to dovoljenje za popoldansko delo, ne glede na to, koliko dela ali pa ne. Pač, ne. In glih za to, da se to, ker že zdaj se je probalo to nekako dodatno zavarovati, pa v praksi ne dela, zato se nam zdi, da edina varianta je, da gre to čez ministrstvo in da je tam nekdo, ki ne pozna tega človeka osebno, ki na podlagi podatkov potem reče, aha, ta dosega normo, ta ne dosega normo. In s tem delovnim normativom dejansko se posega tudi v to prehajanje pacientov oziroma zdravnikov in potem prisiljevanje pacientov, da preidejo v zasebni sektor. Ne? Potem nadalje imamo koncesije. S koncesijami verjetno isto kot z dovoljenji, ali je kakšna druga varianta tukaj? Katarina, bom tebe, ker vidim, da je Jaša zaseden. Ja. Pri koncesijah je majčkeno drugačna situacija, ker koncesijskih pogodb se ne da preklicati. Tako da obstoječe koncesijske pogodbe bi še zmeraj veljale do izteka, bi pa nehali izdajati nove in podaljševati tiste, ki se v tem času iztečejo. Do priprave enotnega koncesijskega akta in pogodbe, ki bi bil za vse enak, ker zdaj so zelo različni pogoji za različne koncesionarje, z občinami lahko sklepajo, od različnih ministrov odvisno. To stvar bi bilo treba poenotiti in v idealnih razmerah doseči tudi, da so te koncesije, da morajo biti neprofitne. No. In potem bi se začele izdajati nove koncesije, lahko tam, kjer so potrebne. Se pravi, tako kot je Jaša že prej omenil, to namen koncesij je flikanje lukenj. Tam, kjer je geografsko recimo nemogoče, nesmiselno imeti zdravstveni dom,
ker je premehno naselje, je pa zraven dosti daleč od nekega zdravstvenega doma, da bi bilo smiselno imeti tam ambulanto, je se da koncesijo, ni treba ustanavljati novega mini zdravstvenega doma. Zdaj smo pa pač priča temu, da se ustanavlja koncesije na željo zdravnikov, ki bi rajš delali kot koncesionarji, kot v zdravstvu, kot v javnem sistemu. Da ta del bi mi želeli presekati in obenem tudi jasno določiti dolžnosti koncesionarjev, da prevzamejo s tem tudi neko dolžnost do pacientov, ki jih imajo, ne da potem, ko pa se izteče koncesija, če je ne želijo podaljšati, jo sami prekinejo, ti pacienti padejo na javni sistem, ne da bi jim kdo pri tem pomagal, recimo, ali pa celo nikamor, ne. In potem smo že pri 4. delu, ta je pa sila zahteven oziroma bo verjetno naletel na precejšen revolt ali pa tudi ne, konec koncev, če so uspešni vodje, bodo vedeli, da je to nekaj pozitivnega. To se pravi, se vodje zdravstvenih domov nalaga določene obveznosti dodatne in tudi v bistvu odgovornosti, ker konec koncev, če vodiš neko podjetje, moraš pričakovati nek rezultat in narediti tudi vse, da boš do tega rezultata prišel. Tukaj, če sem prav si prej zapomnila, 30 dni bojo imeli čas za pripravo programa, s katerim naj bi v bistvu v enem letu skrajševali čakalne vrste. Verjetno je tu v zakonu omenjena tudi stimulacija določena za uspešne domove in verjetno kakšna kazen tudi za neuspešne oziroma neuspešne menedžerje, direktorje zdravstvenih domov. Sem verjetno pravilno zapopadla. Ja, mislim, ideja je prvič, da prevzamejo odgovornost, kot si rekla, za to, da skrajšajo, da ljudje, ki dejansko izvajajo te storitve, prevzamejo odgovornost za to, da bodo izvedene, tako, da bodo učinkovite. Na eni strani zato, kot smo že omenili, ker se ministri menjajo bistveno hitreje kot vodje oddelkov in bolnišnic in je zelo lahko sam počakati, da bo še ta odšel, pa pride naslednji, ki bo imel drugačno idejo. Na drugi strani pa tudi zato, ker so pravzaprav zdravstveni delavci, ki bi želeli kaj narediti, nemočni, ker ne morejo predlagati tega, kar bi po njihovem mnenju delovali ali pa oni preverjeno bi delovali, ampak ker gre to zvrhano vzdolj, ne morejo niti priti do tega, da bi predlagali. Tako da osnovna ideja je, da prevzamejo večjo odgovornost, prevzamejo neke dolžnosti dodatne, naredijo načrt, to ne pomeni, da bi se čakalne dobe skrajšale v enem letu, ampak da nek realen načrt, za koliko bi se lahko v enem letu, in potem so tudi odgovorni za to, da se ta načrt dejansko izvaja. Super, hvala. Bi imel še kdo kakšno vprašanje? Mislim, da smo vse kar precej podrobno obdelali. Zdaj, če bi vidva, Jaša ali Katarina, še kaj želela posebej poudariti, izvolite. Ja, jaz bi želel poudariti, da dajte čim več, kolikor le lahko, razširiti informacijo o tem, kakšno objavo napisati, iti na upravno enoto, če še niste šli, narediti se slika tam s tem izpolnjenim obrazcem ali pa napisati kakšen mail, sporočilo prijateljem, znancem, ljudem, ki jih srečate, reči, se pomeniti z njimi, ki je v zdravstvu. Skratka, ja, super je, da nekako to se nam zdi pomembno. Mislim tako, ja, res je to, prek medijev skačemo iz ene afere v drugo afero, iz enega rdečega alarma v drug rdeč alarm, zraven je pa to tema, ki dejansko bo vplivala še na naše otroke in na njihove otroke, kaj se bo s tem zdravstvom zgodilo. In zna biti, da se bo točno pod to vlado zdaj v naslednjih 2 letih pač stvar prevesila v eno stvar in v drugo smer in je po mojem res super, da naredimo vse, kar je v naši moči, da ljudi zanimiramo za to temo, da jih zbudimo, kakor je pač neka tema, o kateri ne maraš razmišljati, če nisi glih bolan, pa takrat pa sploh ne maraš o tem razmišljati, ampak da se vsi skupaj zavemo, da imamo in da smo imeli v Sloveniji srečo, da smo imeli dejansko takrat, ko se je postavilo sistem javnega zdravstva, se je dejansko ga oblikovali glede na potrebe
prebivalk in prebivalcev, da so v 70-ih letih hodili iz Skandinavije zdravstveni strokovnjaki sem študirati naš sistem javnih zdravstvenih domov in govorili, wow, to je super, to bi mi rabili in so dejansko potem svoje zdravstvene domove probali po našem vzoru oblikovati. Ker je to bil dejansko sistem, ki je bil grajen ne z mislijo na dobiček, kako bo nekdo potegnil čim več denarja ven iz pacienta, ampak z mislijo na potrebe ljudi, kako da ima vsak v svojem kraju, tako da lahko peš gre, da lahko upokojenci grejo peš do svojega zdravnika, da tam dobijo vse preiskave, da imajo tam lekarno noter zraven, da je to vse skupaj zapakiran. Zdaj pa se zaradi dobičkov parih posameznih, parih elitnežev bi se ta sistem razrušil, raztrgal in zažgal, zato da bodo lahko eni pogreli svoj lonc juhe na tem pogorišču. In kar lahko naredite, kolikor lahko pomagate, dajte prosim pomagati, ker res premalo ljudi o tem ve. To bi rekel sam. Katarina, še ti kaj? Ali je Jaša zapopadel? Mislim, da je vse povedal in ja. Tako. Ja, Jaša, ti si tudi meni zdaj veliko iztočnic že v bistvu uporabil, tako da bom jaz zelo na kratko zaključila naš sestanek. Zdravje je temelj, zdravje je tisto nekaj, brez česar nas pravzaprav ni, ne funkcioniramo, nismo aktivni, nismo v bistvu, ne participiramo v to državo, niti ne participiramo v naše najožje skupnosti, v svoje celice, družinske in tako dalje in tako dalje. Je tudi tisto, kar nas pri najbližjih najbolj vznemeri, kar nas skrbi, kar nam vzame v bistvu marsikatero minuto v življenju. Tako da, če nimamo zdravja, je dejansko zelo, zelo težko življenje. In takrat, ko pride do take točke, se tudi zavedamo, kaj zdravstvo je. In grdo, in še bolj grdo, ne najdem ustreznejše besede, da ne bom vulgarna, je, da se zdravje postavlja kot tržno dobrino. Kajti zdravje je vrednota in ne potrošno blago. In zato ne smemo dopustiti, kot je rekel Jaša, iz nekega vzorčnega sistema pravzaprav, da pademo tja, da se bomo morali, preden obiščemo osebnega zdravnika, ustaviti še na bankomatu ali pa bomo obstali brez nujnih storitev pred zaprtimi vrati zdravstvenih domov. Skratka, tudi jaz se pridružujem temu pozivu, dajmo narediti skupaj vse, kar lahko, da čim prej zberemo zahtevano število in še več podpisov, kajti še ta dodatek še več je še dodatno sporočilo vsem tistim, da si res želimo, da se nekaj na tem področju spremeni in da je skrajni čas, da preidemo od besed tudi konec koncev k dejanjem, sicer bomo na pogorišču obstali našega zdravja, naše prihodnosti in tudi naši otroci bodo v resnici deležni naših apatičnih in neaktivnih v bistvu odzivov na tisto, kar res nekaj pomeni. Jaz se zahvaljujem Jaši, Katarini, zahvaljujem se gospodu Jurgecu, gospodu Cetinskemu in vsem prisotnim, ki nekateri so tudi nam že pobegnali. Tale posnetek današnjega pogovora bo objavljen, si ga lahko ogleda, marsikdo bo ogledal tudi za nazaj. Želim vam lep večer v upanju, da bomo dobili čim več podpisov in da kakšnega tudi na račun današnjega pogovora dajmo preiti v lep petek, miren vikend, drug teden gremo pa naprej v borbo za podpise in za javno zdravstvo. Hvala lepa vsem in lahko noč. Hvala. Lahko noč. Lahko noč. Lahko noč. Hvala, Tjaša. Hvala vsem, Dio, srečno.